Pozdravljeni, dragi gledalci. 28. junija 1919 so v zrcalni dvorani v Versajlu pisali Versajsko pogodbo. Dokument, ki je uradno dokončal Prvo svetovno vojno, a hkrati položil temelje za konflikt prihodnjih let. Januarja istega leta so se v Parizu zbrale delegacije kar 32 držav, na čelu s tremi ključnimi voditelji, Davidom Lloydom Georgeom iz Velike Britanije, Georgesom Clemenceaujem iz Francije in Wilsonom iz Združenih držav Amerike. Nemčija, neposredno vpletena v konflikt, pa ni bila povabljena. Britanija in Francija sta bili med najhuje prizadetimi v vojni. ZDA pa so se vključile kasneje in utrpele manjšo škodo. Clemence je zagovarjal najstrožje pogoje: vrnitev Alzacije in Lorene, samostojno porenje, popolno razorožitev Nemčije, plačilo vojne odškodnine in splošno demilitarizacijo Nemčije. To je bilo mišljeno kot prepreka, da Nemčija nikoli več ne bi napadla Francije. Wilson je nasprotoval ostrim ukrepom. Verjel je v ustanovitev Lige narodov, organizacije, ki bi preprečila nove spore. Prepričan je bil, da mora Nemčija ostati del mednarodne skupnosti, ne pa biti popolnoma izključena. Lloyd George je zavzel srednjo pot, strinjal se je za odškodnino, hkrati pa je želel močno Nemčijo, ki bi ekonomsko podpirala mednarodno trgovino in ohranila številne povezave britanskega imperija, posebej morsko nadvlado. Pogodba je bila pripravljena brez pravega pogajanja. Dokument so Nemcem preprosto posredovali in zahtevali podpis. 28. junija sta se nemška delegata znašla pred dejstvom. Podpis sta bila primorana postaviti na papir. Pogodba ni bila zgolj podpis papirja, bila je kompleksna zmes pogojev. Teritorialno. Alzacija in Lorena sta se vrnili Franciji. Anšlus Nemčije z Avstrijo je bil prepovedan. Poljska je prejela koridor in dele vzhodne Nemčije. Kolonije pa so se razdelile Britanija in Francija. Vojaško. Nemčija je bila omejena na 100.000 vojakov, imela je le 6 bojnih ladij brez podmornic in letalstva. Porenje pa je postalo demilitarizirano območje. Finančno. Nemci so morali plačati 132 milijard nemških mark odškodnine in prevzeti popolno odgovornost za vojno, kar jim je onemogočilo članstvo v Ligi narodov. V Nemčiji je pogodba veljala za ponižujočo in krivično. Pogoji so sprožili ekonomski kaos, politično negotovost in hude družbene napetosti. Adolf Hitler, ki je kasneje to nezadovoljstvo izkoristil, je obljubil obnovo ponosa, moči in pravičnosti. Masovna podpora se je okrepila, politična klima postala polarizirana in nepričakovana. In kar naenkrat nepričakovano, druga svetovna vojna je bila na obzorju. Versajska pogodba je tako uradno zaključila prvi svetovni spor, a hkrati porodila novega. Čeprav je želela zagotoviti mir, je dejansko spodbudila vihar. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.